Nahajamo se na razstavi Topical Applications 2 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, kjer se v sklopu razstav, ki predstavljajo mlajše umetniške prakse in nove ideje na področju sodobne umetnosti, seriji Prepih, predstavlja umetnica mlajše generacije Živa Božičnik-Rebec. Živa se predstavlja hkrati tudi na 9. trienalu sodobne umetnosti v Sloveniji, ki je na ogled v Moderni galeriji. Tam predstavlja 2 deli iz leta 2017 iz predhodne serije Topical Applications, kjer je v bistvu na nek način že odprla teme, ki jih tokratnja razstava v Prepihu, samostojna predstavitev, nekako razširja in nadgrajuje z 3 novimi deli. Torej, razstava Topical Applications 2 obravnava izginotje telesa v produktih, procesih in snoveh sodobne lepotne kozmetične industrije, iz katerih oziroma v tem kontekstu pa je telo nekako obravnavano kot le ena izmed mnogih površin, ki jih je mogoče dizajnirati in augmentirati. V tem procesu se lastnosti fizičnega telesa, predvsem njegove površine, izkažejo bolj kot specialni efekti, posebni efekti kozmetičnih produktov, ki naj bi bili na telo šele nanešeni. Hkrati pa so te nanosi ali pa recimo ta tretma telesa za temi produkti nekako tudi podčrtan z nekimi predstavami o hiperdizajnirani, od telesa odlepljeni in neki nedotaknjeni površini. Za skupni teren ali pa problemsko polje 6 del, ki jih predstavlja razstava Topical Applications 2, bi lahko opredelili problem stika 2 površin, torej površine človeškega telesa na eni strani, torej kože v tem primeru, in pa površine kozmetičnega produkta, ki naj bi bil na to kožo nanešen. Ob tem pa v delih Žive Božičnik-Rebec je ta stik ves čas obravnavan kot stik 2 izključno umetnih snovi. Organsko telo, ki je načeloma ciljna površina kozmetičnih aplikacij, je tukaj izvzeto ali pa povsem odveč. Na primer v delu z naslovom Gloves T25, torej v slovenščini rokavice T25, je to še posebej nekako eksplicirano, še posebej dobro demonstrirano. Imamo opravka, se pravi, za neko rokavico, narejeno iz spominske pene, ki ima v bistvu nekako rožnate konice prstov in se nekako ponuja kot nek dokument ali pa ostanek neke pretekle akcije pudranja telesa, najverjetneje obraza, vendar pa, ko pobliže pogledamo, ugotovimo, da gre pravzaprav za objekt, za rokavice, kot jih tudi imenuje sama umetnica, dostikrat svoje objekte imenuje artikle, za nek artikel, ki še ni bil uporabljen, se pravi za nek objekt, ki na nek način anticipira rezultat, ki naj bi ga za uporabo šele proizvedel. Se pravi, nekako na površini teh rokavic se že nekako ustvarja nek občutek ali pa nekaj telesnega, brez da bi predtem prišlo do kakršnega koli stika z površino telesa. Se pravi, te rokavice se nikoli niso dotaknile ne obraza, ne roke, ki bi pač segla v to rokavico na drugi strani. Na nek način kot nek vmesnik ali pa neko orodje za pudranje so same napudrane in če govorijo o kakršnem koli stiku ali pa dotiku 2 površin, gre tukaj v bistvu za nekak stik ali pa stik 2 umetnih površin, se pravi površine rokavice in pa površine tega pudra, kozmetičnega izdelka na drugi strani. Zdaj, podobna logika je na delu v 2 drugih delih na tej razstavi, Towel 1, se pravi brisača 1 in pa Highlighters. Highlighters ob tem v bistvu novo delo, kjer gre spet za enako situacijo, kjer imamo v bistvu na nek način neke oblike, neke predmete, ki nas spominjajo na neke produkte, ki bi jih sicer uporabljali za nego telesa.
vendar pa na nek način uporabnik ali pa telo, ki naj bi nek potrošnik teh produktov, tukaj ni predpostavljen oziroma tem predmetom ne predhodi oziroma niti na nek način ni odsoten, da bi ga te predmeti nadomeščali. Na nek način so te predmeti samozadostni, vkolikor njihova površina že prevzame lastnosti površine telesa, ki naj bi jo za uporabo teh predmetov ali pa teh produktov v bistvu šele proizvedli. Lahko bi rekli, da vkolikor živa svoje umetniška dela dostikrat imenuje artikli, nekako osrednji artikel te razstave je bolj neke vrste neka predstava ali pa nek želen efekt telesa, ki naj bi bil proizveden skozi sodobne kozmetične produkte ali pa proizvode in pa tudi posebne načine njihove aplikacije. Te načini aplikacije so v bistvu za živo zelo pomembni. Ves čas v teh delih, za izdelavo teh del ne samo, da uporablja dejansko kozmetične proizvode, se pravi mineralne pudre, razne make-up primerje, se pravi neke kremne podlage, po drugi strani pa tudi neke snovi, ki jih najdemo v embalažah ali pa drugih pripomočkih za recimo neke kozmetične postopke, kot so neki silikoni, v končni fazi steklo, kromirane površine in tako naprej. Se pravi, so pač zelo pomembne, poleg teh materialov, ki jih ona uporablja, tudi sami postopki nanašanja teh snovi na površino. Ves čas imamo opravka z nekimi tehnikami, ki kolikor je le mogoče odvzamejo dotik, telesni dotik ali pa nekako potezo roke ali pa kakršenkoli stik, se pravi, ves čas gre za ali zalivanje površine, ulivanje nekih oblik, za airbrush tehnike, za neke PVC folije, ki spet zaščitijo neko površino pred nekim neposrednim dotikom in tako naprej. Torej, ko govorimo o načinih nanašanja teh kozmetičnih produktov na površino, v tem primeru površino telesa, nam o tem zelo veliko poveže sam naslov razstave Topical Applications, v slovenščini topične aplikacije, ki v bistvu nekako predpiše, kako naj bi se te nanosi zgodili. Namreč gre za v bistvu izraz, ki je prevzet iz področja medicine, farmacije in navadno v bistvu opisuje neke snovi oziroma nanašanje snovi na zelo specifične določene dele telesa, navadno telesne površine, torej kože ali pač sluznice. Se pravi, gre za opis nanosov, ki so zelo lokalni in zelo specifično, te snovi so že zelo specifično dizajnirane ali pa ustvarjene za take lokalne aplikacije na površino telesa. In v tem, če gledamo iz druge strani, v bistvu hkrati je tukaj tudi telo samo v odnosu do teh snovi in tovrstnega načina nanašanja teh snovi razumljeno ne kot neka organska celota, ampak zgolj kot ena serija diskretnih površin, ki jih je mogoče v bistvu poljubno seveda spreminjati in spreminjati neke lastnosti, kvalitete, tam dosegati določene, recimo, določeno fleksibilnost, določeno toniranost, določene kvalitete te površine. Torej, poleg materialov, ki jih najdemo v kozmetičnih produktih, kot so mineralni pudri, kremne podlage, lateksi, pigmentirani silikoni in tako naprej, Živa v svojih delih uporablja tudi druge materiale, ki jih recimo dostikrat lahko povezujemo z embalažo kozmetičnih proizvodov ali pa tudi mogoče celo z prostori, v katerih so taki produkti predstavljeni, trženi in tako naprej. Zanimivo je, da je v bistvu razstava Topical Applications 2 nekako zasnovana kot neke vrste prostorska instalacija, kljub temu, da imamo opravka s 6 različnimi deli, kjer se Živa tudi nekako dotakne ali pa naslovi same specifike razstavnega prostora, ki je tukaj v tem primeru recimo, bi lahko rekli, nek kanonski
kot da nevtralen white cube. V dveh delih v bistvu se konkretno uporabi se steno galerijskega prostora, te kot da nevtralne embalaže umetnosti. Recimo v delu PVC wall, torej PVC steno prevleče, eno od galerijskih sten povsem prevleče z transparentno PVC lak folijo, ki je navadno v uporabi za zaščito površin, za pač nekako povečanje trajnosti te površine, pa pač enostavno za zaščito te površine pred nekimi zunanjimi vplivi. Ampak v nekem zanimivem obratu se tukaj stena na tej razstavi izpostavi potem kot galerijska stena galerijskega white cuba izpostavi kot še eden izmed razstavnih artiklov, se pravi tisto, kar ne bi bila sicer embalaža ali pa nek oklep ali pa nek okvir umetnosti, je tukaj eden izmed produktov pa artiklov recimo določenega dela njene zgodovine. Po drugi strani, recimo v delu brush, se pravi stena galerije, je v delu tretirana kot neke vrste testna površina, kjer se preizkusi in tudi prezentira vzorec ali pa en sample materiala, to je pudra. Obenem pa tudi se demonstrira ali pa prikaže nekako orodje in postopek nanosa te snovi. Gre tukaj za nekako nadgradnjo, pa mogoče nek drugačen poskus tretmaja stene kot površine, kjer gre za strojni tretma površine, za nanos z distance, brez dotika, brez sledi roke. Enako pomembni kot materiali, ki jih Živa uporablja v svojih delih, so torej tudi postopki nanašanja teh materialov. Vselej gre za neke postopke, ki, kot je le mogoče, reducirajo dotik roke ali pa dotik telesa, se pravi, gre za neke postopke vlivanja, zalivanja površin, airbrush tehnike, strojno izrezovanje, digitalno modeliranje. In na nek način, kot nekatere od nedavnih interpretacij Živinih del, je mogoče seveda tukaj tudi o telesu in recimo o nekih kozmetičnih aplikacijah, skozi katere se proizvaja določen tip telesa ali pa določena površina telesa, razmišljati tudi v kontekstu digitalne estetike, digitalnih podob in nekako, kako se le te prevajajo nazaj in zavihajo nazaj v obravnavo neke organske površine telesa. Čeprav, kot rečeno, tukaj ta povsem umanjka. V enem od del na razstavi, se pravi najnovejšem, se Živa nekako že odmika ali pa že nakaže mogoče na prihodnjo smer njenega umetniškega raziskovanja, in sicer v delu Smudge, kjer se nekako prek strojne izrezave, digitalnega modeliranja in tako naprej, že nekako začne ukvarjati z samimi kozmetičnimi snovmi kot že produktom ali pa artiklom, ki nam je ponujen v potrošnjo. Se pravi, v delu Smudge imamo opravka z neko zelo generično obliko nekega kremnega razmaska, kot ga ponavadi najdemo v stok fotografijah, s katerimi se promovirajo kozmetične snovi, recimo neke hidratantne kreme ali pa karkoli že potem ta snov postane, ko jo zapakiramo v neko embalažo kozmetičnega produkta. Ampak kar je tukaj zanimivo, je ravno to, da so v bistvu je snov že na nek način oblikovana, že ima neko določeno podobo, skozi katero nam je že sama ponujena kot artikel, kot proizvod. Hkrati pa se recimo temu lastnosti njene površine, recimo na način, kako nam je prezentirana, tudi povratno potem ujemajo z tem, kakšne učinke naj bi spet proizvedla na površini telesa, ko naj bi bila nanj nanešena. Se pravi, pač podobna logika kot pri vseh ostalih delih na razstavi.